Kot veste, je vlada sprejela sklep, s katerim so določili, da prične Slovenska vojska odstranjevati taktične ovire na južni meji Republike Slovenije. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da odločitev ni dovolj pretehtana in strokovno utemeljeno. Zato menimo, da odločitev povzroča precejšnjo poslabšanje varnostnih razmer. Vlada za svojo odločitev ni predstavila niti varnostne ocene, kaj bo pomenilo odstranitev tehničnih ovir, prav tako pa ni predstavila spremenjenega varnostnega načrta, kako mejo po odstranitvi teh tehničnih ovir varovati. V Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da vlada zadrži enako varnost na meji, kot je bilo to do sedaj, predvsem pa nam je za varnost prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Zavedamo se, da kadrovsko varovanje meje z živo silo, se pravi s policijo in vojsko, ni taktično sprejemljivo, tako da ni realno, da bi dodatna tehnična sredstva, recimo kot so droni, ki jih naš minister za obrambo rad omenja, zagotovili enako stopnjo varnosti kot tehnične ovire. Menimo, da gre za politično odločitev ali bolje za izpolnjevanje obljub danih pred volitvami in ocenjujemo to potezo kot lahkomiselno in tvegano. Zaradi nestabilnega geopolitičnega položaja ocenjujemo, da brez resne varnostne preveritve tega ne bi smeli storiti. Vlada bi pa za odločitev lahko recimo tiste obljube, ki so bile dane pred volitvami, če že hoče nekaj narediti, absolutno ima dovolj problemov, tako na energetskem področju, draginja, vsekakor pa tudi, če bi se odločili, da bodo v 30 dneh uredili dostop do specialista zdravnika, bi to bila ena stvar, kjer ocenjujemo, da bi ljudje to zelo pozitivno sprejeli. Nepremišljena odločitev je zagotovo tudi napačen signal za tihotapske združbe in naša bojazen je, da se bo balkanska pot okrepila, na kar kažejo tudi sami podatki. V letošnjem letu, v prvi polovici letošnjega leta, glede na lansko leto, se je prehod migrantov povečal za 75%, sploh pa velike povišanja beležimo v maju in juniju, to se pravi preko 1200 in preko 1600 teh migracij, tako da je to mogoče že tudi signal tem tihotapskim združbam, da ta vlada na tem področju ne deluje tako za zaščito svojih državljanov. Prav tako lahko omenim, da je Volodimir Zelenski v nagovoru državnemu zboru tudi opozoril, tudi naš parlament, da je velika nevarnost velika migracijskega pritiska. Kljub svarilom se je vlada odločila za odstranitev tehničnih ovir na meji. V bistvu je Zelenski povedal, da glede na draginjo, na blokado izvoza pšenice, je velika verjetnost, da bo Severna Afrika zaradi lakote povečala, da se bojo iz Severne Afrike povečali ti migrantski tokovi. Če upoštevamo še to, da je Avstrija vztraja na mejnih kontrolah, Madžarska pa je poleg tehničnih ovir uvedla v teh dneh posebne enote mejnih stražarjev, 2200 jih je, ki bodo posebej pazili na svoje meje, se lahko zgodi, da bo Slovenija postala migrantski žep, česar si pa zagotovo Slovenija ne more privoščiti. Če pogledamo, kaj v Novi Sloveniji predlagamo vladi, zagotovo je to, da se ubere selektiven pristop. Zavedamo se, da na urbanih področjih, območjih ljudi te tehnične ovire motijo, tako da predlagamo vladi, da se odloči za selektiven pristop odstranjevanja, se pravi v urbanih območjih, tam kjer so turistične zmogljivosti, prav tako pa tudi tam,
kjer ljudje temu ograjam nasprotuje, jih motijo. Mislim, da bi bilo nujno, v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je nujen posvet z lokalnimi skupnostmi in upoštevanje njihovih potreb. Predvsem je treba zagotoviti enako stopnjo varnosti, bi pa svetoval, da se zgledujejo po naši vladi, ki je stalno ob spremembah režimov se posvetovala predhodno z lokalno skupnostjo, česar za to vlado še nismo slišali. Se pravi, manj obljudene območja naj ostanejo s tehničnimi ovirami, tam, kjer se pa izkaže, da je potrebno ali pa zaradi ljudi, tamkajšnjih prebivalcev, to možno, je tudi lažje v urbanih delih zagotoviti uspešnost varovanja. V Novi Sloveniji menimo, da Slovenska vojska ni primarno namenjena za odstranjevanje ovir, Slovenska vojska mora skrbeti za varnost, odvračanje, tako da ocenjujemo, da bi bilo boljše, da bi vlada za odstranjevanje ovir uporabila neko tehnično službo. Za konec naj povem, da vladi svetujemo, da ograje dobro skladiščijo, ker velika verjetnost je, da jih bodo čez precej kratek čas spet morali namestiti. Hvala lepa. Luka Tehničko, če ste skrbni menite, da je to sporočilo tihotapskim družbam, oziroma kako ograjo videti tihotapske družbe, a ne večina tranzita teh struktur poteka po cesti z avtomobili? Ja, gledajte, tako je, tihotapske združbe so zagotovo dobro obveščene, to vem kot iz diplomatskih izkušenj, in preden se odločitev sprejme, že poznajo zadeve in neko sporočilo je, vsi vemo, vsi Slovenci vemo, da so Madžari proti temu, proti migracijam, in tukaj zaščita meje tam, kjer je neobljudeno, je zagotovo tehnična ovira pomaga, sicer pa, ja, tako kot ste rekli, kadrovsko že to težko obvladujemo, če se pa še tehnične ovire umakne, pa to še dodatni problem.